Pripravila sva nasvete za rast vašega YouTube kanala. Kar 10 jih bo. Dober dan, dobrodošla v novi vdaji Point Out Weekly. Zadnjič me je na tem mestu zamenjala Lucija, ko sta z Nejcem govorila o 5 korakih do odličnega videa za splet. Danes pa z Nejcem govoriva o 10 nasvetih, načinov za rast vašega YouTube kanala. Tako da, mogoče bi še za začetek povedal eno veselo novico, in sicer od zdaj naprej lahko Point Out Weekly poslušaš tudi v podcast obliki. To pomeni, da je na voljo preko iTunes, preko SoundClouda in vseh drugih aplikacij, v katerih običajno poslušaš podcaste, TuneIn, Radio, Stitcher in tako dalje. In vse stvari, ki jih z Nejcem poveva v videu, to so različni linki in tako dalje, so vedno zapisani v obliki blog prispevka na naši spletni strani, in sicer za ta primer je to pointout.si/weekly52. Če bo za vse naslednje oddaje, pa samo povišate številko, se pravi za 53, to je weekly 53 in tako dalje. Tako, in v obliki podcastov so zbrane vse oddaje, se pravi vse, kar so do zdaj posnela, hkrati bomo pa tako, ko vsak teden uploadamo novo oddajo na Facebook in YouTube, od zdaj naprej jo bomo tudi v podcast obliki uploadali. In pomislili smo na vse, ne? Tako da tisti, ki ste uporabniki Androida ali pa ki ste uporabniki Appla, vsak lahko posluša podcast, tako da res nismo na nobenega pozabili. Ok, predlagam, da greva kar v oddajo in začneva, glede na to, da imamo 10 točk, da začneva kar s prvo točko, in sicer to je uredite in optimizirate YouTube kanal. Seveda, če želiš nekako začeti sploh z YouTubeom na neki profesionalni ravni, temu rečemo, moraš najprej poskrbeti za to, da je tvoj profil oziroma tvoj kanal, bomo rekli po domač, spedenan. To pomeni, da je urejen logotip oziroma neka prikazna slika, da je zgori ta cover slika oziroma naslovna fotografija, tako, da so vsi linki urejeni, se pravi do drugih družbenih omrežij, Facebook, Twitter in tako dalje, kot predvsem do spletne strani, mogoče tudi dodatno do bloga, da je opis samega kanala oziroma podjetja, znamke, ki je zadaj pod About, da so urejene vse playliste, da naredimo tudi prikazni video, o katerem bova z Nejcem tudi še več govorila. Ja, kot je omenil Zoran, playliste, to predvsem pride upoštev v tistih primerih, ko imate podobno vsebino, se pravi vsebino enake, podobne tematike in jo zapakirate v playlisto. Mogoče najboljši primer za playlisto, kaj playlista sploh je, to je v bistvu, mi imamo eno playlisto na našem YouTube kanalu in to je Point Out Weekly, tako ja, kjer so zbrani vsi videi. In zakaj je to dobro? Zaradi tega, ko si nek uporabnik pogleda en Point Out Weekly video in kakorkoli je že prišel do tega videa, se mu potem bodo nadaljevali tudi ostali videi. Ne? Pa mogoče še ena stvar za poudariti. Ko enkrat dosežeš 100 sledilcev in imaš YouTube kanal odprt vsaj en mesec, je fino tudi, da si ustvariš unikaten URL naslov, se pravi, da kanal zgori niso neki čudni znaki, ki jih Google oziroma YouTube sam zgenerira, ampak da je dejansko ime znamke oziroma ime kanala. Tako kot si pa že prej omenil, zelo ključen je ta uvodni nagovor, uvodni video, ki se prikaže vsem, ki še na vaš kanal niso naročeni. Se pravi, ključno za optimizacijo je tudi, da ko nek nov uporabnik pride na vaš kanal, da ga vi nagovorite. In to naredite z tem uvodnim pozdravnim videom, kjer poveste, kaj bo lahko uporabnik vse dobil na vašem kanalu, hkrati ga pozovete, da se naroči na ta kanal, mu poveste, kje lahko to naredi, ali pa celo v link zapakirate, da lahko on direktno v videu klikne na ta link in se naroči. Hkrati pa tudi kar se tudi povezuje s samo optimizacijo, je tudi ključno, da
samo naslovno stran, poleg tega uvodnega videa, tudi uredite tako, če sva prej omenjala playliste, da so tudi smiselno strukturirani videi na pristajalni strani na YouTubeu. To je na prvi strani kanala, ki jo mimogrede, mogoče še to lahko poveva, lahko naredimo drugačno za tistega, ki prvič obišče kanal in pa za tistega, ki ponovno obišče kanal. Kar pomeni, da lahko mogoče, če nekdo prvič pride, izpostavimo druge videe, druge playliste, kot tiste, ki se pač vračajo na kanal. Mogoče še en tak nasvet zate, ta uvodni video naj ne bo dolg več kot 90 sekund, najboljši učinkujejo pa videi, ki so dolgi med 30 pa 60 sekund. Potem pa, ko pridemo do tega, kako ustvarjati video vsebine oziroma predvsem z tega vsebinskega vidika, je ključno, da na en video gledamo zelo podobno kot recimo na nek prispevek na blogu. Se pravi, ga poskušamo optimizirati na eno ključno besedo, ki se potem tudi pojavlja seveda v naslovu videa, v ključnih besedah, ki jih določimo, ko video uploadamo, v opisu in tako dalje. Ker namreč YouTube je drugi, to ni samo družbeno omrežje, ampak je drugi največji search engine oziroma iskalnik na svetu in ljudje pač veliko iščejo tudi preko YouTuba, pa ne nazadnje je ta integracija YouTuba z Googlovim iskalnikom čedalje večja, čedalje več videov nam prikaže med prvimi zadetki in zato je res pomembno, da posvetiš ta čas tudi optimizaciji za eno ključno besedo. Tako je, in research, se pravi raziskavo za ključne besede, lahko uporabiš, kot si mogoče za blog navajen, kar v sistemu AdWordsa, Keyword Planner, ali pa mogoče še boljša zadeva, ko jo tudi mi uporabljamo, se mu pa reče Keyword Tool. .io, bomo dali en link in tam je res dober pač prikazati te ključne besede, ki se dejansko uporabljajo na YouTubeu. Seveda obstaja osnovna različica, neka naprednejša različica je pa tudi plačljiva. Pol pridemo do tega, kako pravilno določiti naslov, pa to prikazno fotografijo. Nekaj sem že, oziroma sem že povedala, kako ta naslov določiti, se pravi, da vključuje neko ključno besedo. Fajn je, da je tudi deskriptiven oziroma opisan v tem smislu, da uporabnik takoj ve, kaj je noter v videu, kot da ga hkrati tudi nekako spodbudi, da ga seveda pogleda. Videi na YouTubeu imajo nekoliko krajše naslove kot na Facebooku, tudi načeloma je manj znakov dovoljenih, sicer pa tudi na splošno velja, da nekako krajši naslovi bolj delujejo kot neki zelo dolgi. Ja, ponavadi res je dobro, da se posvetite naslovu, ker dobri naslovi rangirajo višje zaradi tega, ker povečujejo CTR, se pravi klikabilnost na vaš video in to vse vpliva potem na rangiranje vašega kanala. Se pravi, s tem si pozicijo na YouTubeu izboljšujete. In tle je tudi zelo pomembno, poleg naslova se vedno pojavi slika. In ta slika mora biti tudi čim bolj upadljiva. Se pravi, da je tudi kakšna beseda na veliko napisana, da uporabnik spet takoj ve, tudi ključno besedo se gor lahko uporabi, mogoče kakšna puščica, da se dodatno naredi. Se pravi, da ko uporabnik srča za videe in padejo rezultati ven, da bo tisti vaš video bolj upadljiv kot ostali. In tudi bova dala en primer slike, kaj ste mislila, tako da si boste znali predstavljati. Ja, tudi če gre za, recimo, tudi Point Out Weekly, mi imamo posebej narejeno sliko, sicer ni mogoče še na taki dodatni ravni kot v teh primerih, ki jih bomo dali noter tudi v video, ki bojo na linku, ampak ja, poskušamo poiskati en posrečen trenutek in pa dati saj neko grafiko čez, da uporabnik takoj dobi neko informacijo, za katero oddajo gre. Tako, potem, ko imamo sam video uploadan, se vrti na našem YouTube kanalu, je pa ful pomembno, da poskrbimo tudi, kaj se tekom videa dogaja. In s tem ciljam na tako imenovane YouTube kartice in tako imenovane annotatione, ne vem, kako bi to čisto prevedel, annotatione, ki se pojavijo na koncu videa. Ker kaj s tem dosegamo? S tem spodbujamo že med videom na interakcijo, naslednjo interakcijo, ki jo uporabnik naredi. In te kartice se prikažejo tako v zgornjem desnem kotu,
v obliki črke I in takrat na tisti sekundi, ki jo vi naštimate, se sama beseda izpiše, da to povzroči, se pravi beseda v obliki CTA-ja, da to povzroči, da vi pogledate, kaj se za tem skriva in morda tudi kliknete na naslednji video ali pa to naredite ob koncu videa. Zakaj je to pomembno? Ker s tem, ko bodo ljudje dodatno klikali na te vaše linke, boste spet izboljševali rangiranje vašega YouTube kanala, ker YouTube to prepozna, da je uporabnik zainteresiran za še več vaših stvari. Ko pa govorimo o annotationih, ki se pojavijo na koncu videa, je pa fino, da pri ključnih annotationih spodbujate ponovno naročila na vaš YouTube kanal in hkrati dodajate linke do ostalih videov ali playlist, ki jih imate v okviru vašega YouTube kanala. Veš, kaj imam en predlog? Dajmo kar eno kartico zdajle, tako da tisti, ki bi šli radi pogledati, kako to izgleda, pojdite na naš YouTube kanal, če nas slučajno ne gledate tam, da vidite, kako izgleda ta kartica, in pa počakajte do konca, bomo dali še annotation na koncu videa, zato da boste videli tudi to, kako funkcionira. Jaz bi sam še to poudaril, v obliki kartic lahko vključuje tudi link do vaše spletne strani, ampak to le v primeru, ker je pred časom YouTube zaostril kriterije le tega, morate imeti, mislim, da več kot 4000 minut ogledov, mislim, da celo na mesec, da vam je to dovoljeno. Se pravi, to ni omogočeno vsem, ampak samo tistim, ki res posvečajo ogromno pozornosti YouTube kanalu in mu namenjajo, imajo tudi veliko ogledov le tega kanala. Ok, naslednja zadeva, tisto, kar je nasploh pomembno, ne samo za YouTube, ampak za vse oblike oziroma za vse kanale, kamor dajemo naše video vsebine, je to, da poskušamo vzpostaviti nek stik z gledalcem in ga spodbujati k nekim interakcijam. To je recimo, kar mi dva dostikrat delava, pokažemo in rečeva, klikaj na tale link. To je recimo to, kar na koncu vedno rečeva, če so kakšna vprašanja, komentarji, pišite spodaj. To je to nasploh, ko večkrat dejansko spodbujava katerikoli akciji, da jo kot gledalec ali pa gledalka narediš. Tako je. Potem pa mogoče še naslednja zadeva, ki se s tem povezuje, je pa ključno, da tudi vključujete pozivna sporočila, ki bodo pripomogla k rasti YouTube kanala. To je poleg tistega, kar sem že prej omenil, tako imenovanih kartic in annotationov, da morda posnamete tudi izven tega določenega videa, da posnamete poziv, ki sledi čist na konc vsakega videa, ki bo gledalca spodbujal, da se naroči na vaš kanal in si ogleda še ostale videe. Jaz sem to predvsem zasledil, seveda to velikrat zavisi tudi od budžeta pa vsega, ampak jaz velikrat to zasledim pri kakšnih late night šovih, ki so v Ameriki. Godler je recimo imel. Ali pa Godler je imel, tako ja. Se pravi, s tem pa dejansko tudi lahko z gestami pokažete, ponovno, tako kot sem omenil, pozovete gledalca, da se naroči na vaš YouTube kanal. Ok, fajn je, da tudi druge kanale poskušamo integrirati, povezati z YouTubeom, torej, če smo tudi na Facebooku, dajmo na Facebooku povedati, ok, na YouTubeu imamo tudi neke video vsebine. Najboljše je, če niso čist iste vsebine, zato da imajo tudi uporabniki dejansko neko dodatno motivacijo, da gredo pogledati YouTube kanal. Se pravi, da imamo za razliko od Facebooka, da imamo na YouTubeu neke posebne video vsebine. Ne? Kot naprimer zdaj, če smo na Twitteru, da tam objavljamo tudi svoje, pa jih pozivamo, da pridejo na YouTube kanal, da to tudi nekako pokažemo preko Instagrama, lahko je to naprimer preko storija in jih tam pozovemo, ok, če hočeš pogledati cel video, pejt pa na YouTube in na podobne načine. Tako je, mogoče dam jaz kar en primer. Ravno pred kratkim smo posneli en video v obliki QA, se pravi vprašanj in odgovorov, ki traja 15 minut in bo objavljen na YouTubeu.
Mi bomo s tem videom, ker se v videu pojavi 10 vprašanj, bomo tudi interakcijo, da si cel video pogledajo, spodbujali preko Facebooka, Twitterja in ostalih kanalov. Se pravi, kako bomo to naredili, da bomo izrezali posamezno vprašanje in samo tisto vprašanje v obliki videa objavili na Facebooku, Twitterju in tako dalje in hkrati poskušali napeljati, ok, poglejte si pa celoten video na YouTubeu. Ok, in pa potem dolžina videa, kakšna je najboljša, mogoče Point Out Weekly niso najboljši primer, ampak razlogi tudi tičijo nekje druge, ampak fino je, da so videi dolgi nekje do 5 minut, lahko je seveda tudi kako minuto daljši, krajši in tako dalje, ampak da se vrtimo tukaj okrog 5 minut, ker nekako toliko so običajno tudi uporabniki pripravljeni investirati, da si pogledajo in da lahko tudi mi držimo nekako isto raven zanimanja skozi celoten video. Tudi pokazale so različne raziskave, da to najbolj pozitivno vpliva na konverzije, če je ravno toliko dolg in še marsikaj. Vem, da imamo tudi en podatek, da je Comscore v letu 2014 poročal, da je bila povprečna dolžina videa 4,4 minute, kar je tudi nekje tam v tem znotraj tega, kar želim povedati. Tako, jaz bi tukaj poudaril, to je ključno v primerih, ko se res osredotočate na rast YouTube kanala. Če imate vi mogoče drugačen video, kot ga snemamo mi, ki se potem objavi tudi na spletni strani, ki je v obliki podcasta od zdaj naprej, ki se objavi na Facebooku, to ni najboljši primer. Zaradi tega, ker mi konkretno še ne delamo res na rasti YouTube kanala. Če se osredotočimo na to, bomo tudi razmišljali o drugačnem formatu teh videov. Zakaj? Ker te krajši videi nam bodo pa potem spodbujali to rast kanala. In kakor je Zoran povedal, tam nekje 5 minut je ta čas in take videe bi potem tudi mi mogli producirati in se res še dodatno osredotočiti na vse te pozivne gumbe, annotationne, na pozive na koncu, da lajkajo naš page oziroma se naročijo nanj in tako naprej. Tako da to res, če se 100% posvečate YouTube kanalu, potem je dobro se vsaj na začetku držati tega pravila. In še 10. točka, to je, v bistvu razdelimo lahko na 2 dela, pa če začnem pri prvem in prvi je, da morate seveda, tako kot pri vsakem družbenem omrežju, biti redni z objavljanjem vsebin. Na YouTubeu to pomeni, da je fino, da vsaj enkrat na teden objavite nek video z neko vsebino, ki je v skladu z vašo strategijo. Ta drugi del, ki ga pa želim povedati, je pa recikliranje. Tisto, kar smo že velikokrat povedali in spet velja na večjih kanalih, tako tudi velja na YouTubeu. Lahko isti video uporabite na več različnih načinov. Naprimer, iz Point Out Weeklyja tudi mi, samo za primer, kako mi Point Out Weekly recikliramo. Imamo cel video, ga objavimo, imamo kratke videe, v bistvu je zraven še blog post, kar je še gremo že izven, se pravi, gremo že večkanalno, imamo podcast in tako dalje. In podobno lahko znotraj enega kanala delate. Imate dolg video, ga skrajšate na 2-3 različne kratke videe in to ponudite kot novo vsebino na YouTube oziroma reciklirano vsebino. Tako je, jaz bom dal še en primer in sicer veliko podjetij, blagovnih znamk piše blog vsebine. In kaj je lahko vaša taktika, če bi začeli z YouTube kanalom? Enostavno pogledajte, kateri so bili vaši najbolj brani blogi na spletni strani in te bloge reciklirate in jih spravite v obliko video vsebin. In lahko čez tem začnete. Seveda se morate vprašati, ok, kakšna bo pa moja ciljna publika oziroma ali se kaj razlikuje na YouTubeu. In potem tudi v določenih elementih prilagoditi sam video, da bo čim bolj prilagojen za YouTube kanal. Ampak tista core vsebina, tista tematika pa lahko isto uporabite. In to je tak enostaven način, besedilo imate že spisano, zdaj ga morate samo še v video obliko spraviti. Nejce, bi imel ti iz glave, zdaj se ravno dobro počutim, še kak dodaten nasvet, da ne vrževa takole za na konec.
Ne vem, kaj imaš v mislih. Ja, zdaj smo povedala 10 točk, kar pomeni, da smo že blizu konca. Aha, da bi dodala še en dodaten nasvet. Bonus, ja, še en bonus na svet za konec. Ja, da je udarno. Da jaz udarjam. Ja, fino je, da seveda se posvetite te dodani vrednosti, da skozi razmišljate iz tega vidika, kaj je tisto, kar bo uporabniku samo za tisti en delček izboljšal njegovo življenje, mu rešil neko malo težavico in konstantno razmišljali z tega vidika, da dodajate vrednost. Pravite to vsaj na neke 3 načine, ali da informirate, se pravi nekaj, kar bi uporabnik sam moral drugje zbirati informacije in mu jih vi date v neki njemu ljubši obliki oziroma njemu bolj prilagojeni obliki. Drugo je, da ga nekaj naučite, se pravi, da nekaj, kar on še ne zna, mu s tem dodate vrednost, da ga naučite in pa še kaj. Lahko so videi čist zabavni, ne? Tako je, točno to. Ja, jaz poznam ali pa sem opazil na YouTubeu par influencerjev, ki z mojega vidika te vsebine so kar neki, ampak pač nisem tista njihova ciljna skupina, ampak najstniki pa ful gledajo, zaradi tega, ker so zabavni, ker jim to polepša dan, ker se tako zamotijo. Tako da tudi čist zabavni so lahko videi. Ok, zdaj smo pa res prišli do konca. Tako je. Še enkrat bi opozoril na to, da so vsi zapiski z tega posnetka na pointout.si/weekly52. Če so kakršnakoli vprašanja, komentarji, lahko pišeš spodaj. In pa če naju slučajno poslušaš preko iTunesa, prosim, naju oceni, ful bova vesela oziroma bomo veseli vsi pri Pointoutu, če bo to seveda 5 in pa kaj finega komentarji. Tako, naslednjič v naslednji oddaji bova pa govorila, kako internet stvari vpliva na digitalni marketing. Se vidimo naslednjič. Dio. Čau. Why?